Pridobivanje kadra na trgu dela je zdaj res težko, tako da so vsaki taki dogodki dobrodošli in se jih z veseljem udeležimo. Tukaj smo predvsem zato, da privabimo mogoče bodoče absolvente oziroma naše bodoče sodelavce, da se seznanijo z ugodnostmi podjetja Hofer in da mogoče koga pritegnemo, da se odloči za zaposlitev pri nas. Smo hoteli nekako povzdigniti naš brand, da se nas malo bolj vidi, da v bistvu nismo mi čisto tipična banka, ampak smo v bistvu neka firma, ki dejansko išče ljudi na vseh področjih. Smo tudi dokaj mlada ekipa na splošno, pač si želimo ukrepiti in pač, da bomo tudi res vam malo bolj poznani in simpatični. Se mi zdi to odlična priložnost, da stopiš v kontakt s podjetji in spoznaš morebitnega delodajalca. Pričakujem en sproščen pogovor, sicer z mero formalnosti, sploh zaradi tega, ker se prvič srečujem s takšnimi razgovori. Na hitro izveš stvari malo bolj o podjetju, pa v bistvu tudi naprej, da mi bo lažje na naslednjih razgovorih, da bomo mogoče malo manj živčni. Po mojem, to je ena takih redkih priložnosti, kjer lahko v bistvu študenti na enem kupu dobijo res, so v stiku z večjimi podjetji iz različnih strok, tako da res take priložnosti niso pogoste. Mislim, da je to enkratna priložnost, da dobiš prvi kontakt podjetja, da mogoče navežeš stik in spostaviš nek prvi odnos. Zato, ker je res veliko podjetij iz različnih panog in se mi zdi, da vsak študent lahko najde nekaj zase ali pa odkrije kakšno nov interes, nekaj novega, kar ga zanima. Jaz zmeraj pravim, ne iščemo pri posamezniku, kaj je, ampak kdo je. In študenti ekonomske fakultete so zagotovo zelo dobrodošli pri nas, zato ker so pač imajo kompetence, ki jih iščemo. V Henklu nam je predvsem pomembno, da se spoznamo s samoiniciativnimi, proaktivnimi in zanesljivimi študenti, da bi delali v našem podjetju, da bi tako skupaj rastali in napredovali naprej v prihodnosti. Na splošno so študentje taki odprti, zvedavi, raziskovalni. Mislim, da ta prva stvar je tista neka energija pa ambicioznost, prava želja po nekem začetku kariere, ko včasih se mi zdi, da mogoče tega ni. Študenti so pa kar zainteresirani, sprašujejo, kakšne so opcije zaposlitve pri nas. Navdušuje nas predvsem to njihovo novo razmišljanje. Zanimivo mi je predvsem to, da je veliko posameznikov, ki družbenih omrežij sploh več ne uporabljajo in se v bistvu poslužujejo drugih tehnik pridobivanja informacij posameznih podjetij.